je bil prvi intervju, kjer sem govoril o sebi. Pač, se pravi, jaz sem bil že na TV-ju, na radiju, ne vem, koliko intervjujev sem dal skozi, ampak vedno so bili to neki profesionalni intervjuji o nečem. Tako da sem prvič govoril o svojem življenju in to mi je čuden. Čuden. Živijo, dobrodošli v novi epizodi. Danes je z mano Anže Šarabun. A sem prav izgovorila? Ja, prav, ja. Ok, živijo. Anžeta sem se odločila povabiti. On je mentor vsem nam mladim, nadebudnim, bodočim finančnim svetovalcem. Tako da mi je bil tako zanimiv iz večjih vidikov, kot mentor, kot oseba in me v bistvu zanima, kako on deluje, kako on živi. Imaš posebno diagnozo cerebralne paralize. Tako. In to te dela tako unikatnega, še bolj zanimivega. In zato sem si te želela povabiti. Ok, super. Tako da, dobrodošli. Seveda pa, kot sem obljubila, danes se pogovarjamo tudi o financah. In tukaj se mi zdi, nobeden nas teh stvari ne nauči. In je ta podcast dobra priložnost za nekaj novega, zveste se, kaj novega naučite. Tako da, Anže, evo, deva začeti z kdo je Anže? Kako bi se opisal nekomu, ki te prvič spozna? Dobro vprašanje. Načeloma mislim, finančnik, profesionalno, se pravi, mislim, da nekih 12 let ali 13 let, ne vem točno, sem pač profesionalno v financah, drugače pa oče po novem, mož, smučar, golfist, ljubitelj knjig, ljubitelj igrc in računalniških in namiznih, vseh možnih fantazijskih stvari, tako da veliko je tega. Širok spekter. Ja. Ful dober. Katere stvari te najbolj definirajo kot osebo? Kaj me najbolj definira? Sem zelo vztrajen. Moji starši recimo bi rekli, da že meimna trmast. Ampak načeloma je to ena taka lastnost, ki mislim, da mi je dober in slabo služila skozi življenje. Tako da, ko se jaz nekaj odločam, me je relativno težko premakniti, razen če si moja žena. Žene imajo to moč, ne? Posebno. Absolutno. Ok. Kaj te v življenju najbolj motivira? Najbolj me motivira ena stvar je to, kar si jo že na začetku omenila, se pravi, jaz imam to srečo, da sem neko znanje pridobil na tak in drugačen način, in to zelo rad delim, ne samo profesionalno, tudi na splošno, pač, ko me prijatelji sprašujejo karkoli. Po drugi strani pa zdaj z novo vlogo, kaj bo za mano, kaj bo prišlo po meni. To so recimo nekako najbolj take stvari, ki me motivirajo, pa ki se tudi, ne vem, vsak jutr ali pa vsak večer sprašujem, kaj bom naredil glede tega. Ok, lepo. Na začetku sem omenila, da imaš diagnozo cerebralne paralize in me zanima v bistvu, kaj to pomeni in kako vpliva to na tvoj vsakdan. Zdaj, kaj to pomeni, bi bilo verjetno boljše vprašati kakšnega zdravnika kot mene, zaradi tega, ker pravzaprav točno, kaj to zdaj pomeni medicinsko, ne vem. Vem to, da je desna polovica mojega telesa prizadeta. Če se prav spomnim, gre tle čisto za mehansko stvar, zato ker poškodbo možganov? Ja, ker sem se ful prezgodaj rodil in pač nisem dihal ali nekaj. Tako da, mislim, to je bila tudi ena od stvari, takrat, ko smo se ženo začela pogovarjati o otroku, sem šel pač do te svoje zdravnice in je bilo eno vprašanje, pač, ali je to dedno. In je rekla, da v mojem primeru, ker gre čisto za mehansko stvar, absolutno ni dedno, tako da zato pač to vem. Zdaj, kako to vpliva na me? Oprosti, kad te prekinjam, zanima me samo še prezgodaj si bil rojen, v katerih tednih? A veš, da ne vem na pamet. Ok, bolj vprašanje za mami? Ja. Ne, saj sem tudi jaz vedel nekoč, ampak zares. Tudi zdaj smo se pogovarjali, ker se je pač najna hči rodila, ampak res enostavno.
To je ena stvar te moje bolezni. Jaz sem se rodil z njo in je vedno bila del mene, del mojega življenja. Zato sem se probal z njo čim manj ukvarjati, ali kako ne rečem. Pač, Za spotoma. spotoma, ja, pač tako je in pač zdaj delamo s tem, ne, kaj čemo. Ja. Zato mogoče nimam tako razdelanih teh odgovorov, kot kdo, ki se mu to kasneje zgodi, pa pol, mislim, ne mogoče glih to, kar se meni, ampak kakšna bolezen, pa pol raziskujejo, pa vse to. Pri meni je bila to vedno stvar, ki pač je taka, kot je in zdaj moramo delati znotraj tega. In si to čistko jemal in si tudi tako živel? Mislim, različno obdobje življenja različno prenesejo to dojemanje. Zaradi tega, ker pač na začetku, ja, ko sem bil bejhen otrok, se nikoli ne spomnim, da bi me to motilo, omejeval, ne vem, karkoli takega. Pol kasneje, recimo tam v nekih najstniških letih, pa ja, zaradi tega, ker pa so pa, ne vem, vsi prijatelji so fuzbal igrali, jaz ga pa nisem, ali pa če sem ga, nisem bil prav dober. Zaradi tega, ker pač laufanje ni bila nikoli moja močna točka zaradi te bolezni. Tako da to je en tak spomin, recimo, ki me je zaznamoval do določene mere, pa tudi, recimo, tudi pozitivno in negativno. No. Okay. Se pravi pozitivno? Pozitivno v smislu, da prvič sem razvil relativno debelo kožo, zaradi tega, ker pač se veš, kako so pač otroci v teh letih, slišiš marsikaj, če si malo drugačen, in sem se na ta način navadil, da me mogoče kakšna stvar ne prizadene. Po drugi strani pa zato, ker sem želel še vedno izstopati, biti dober v stvarih, ne vem, kako ne rečem, sem pol najdel področja, ki mi mogoče bolj ležijo, pa sem se v teh stvarih izobraževal, nadgrajeval, kakorkoli. Okay. Kje so ta področja bila? Recimo, ena taka stvar je, kot otrok sem igrice igral. Ogromno. Zaradi tega, ker pač takrat, ko sem dobil prvi računalnik, mislim, da sem bil star 7 let, če se ne motim. Tam je bilo tako, da kar naenkrat tvoja fizična sposobnost ni nekaj zares pomembna. In potem sem se sploh razvil v te strateške igre, ki niso hitre. Zato, ker pač hitri refleksi so bili mogoče še vedno problem, ne vem zares, ampak ja. In sem začel to delati in takrat se mi je recimo odprl en tak zanimiv svet, ki itak tam te noben ne pozna. Pač imaš nek username, ki ga vidijo in to je to. In imel sem še enega kolega, ki so skupaj igrala in so bila ful dobro v tem. In se meni zdelo to tako, danes tako gledam. Takrat sploh nisem razmišljal o takih stvarih, ampak danes gledam, da je bilo to mogoče tista neka zadovoljitev tega, da ne vem, se pravi, drugi fantje so fuzbal igrali ali pa so se tepali, kdo je močnejši ali pa karkoli, jaz pa to fizično nisem mogel, sem pa pač ljudi na internetu poskušal nadmudriti v neki strateški igrci, pa se počutiti ful dobro. In si bil tam najboljši in je bilo to. Zdaj, najboljši, to pač tle ni nekih definicij, kdaj smo izgubili, kdaj smo zmagali, ampak se nima veze. Gre se za to, da sem se počutil, da je moj doprinos k ekipi, recimo, če smo ekipno nekaj delali, enako dober kot doprinos nekoga, ki nima nobenih težav fizičnih ali kakorkoli. In to se mi zdi, da je ful pozitivno name vplivalo. Zdaj spet, če bi vprašal mojo mamo, mogoče mnenje malo drugačno, ker to pomeni, da sem 12 ur na dan med počitnicami bulut iz zaslona. Kar je izziv za mami. Ja, ampak še ena stvar pri moje bolezni je, da sem imel ne vem koliko operacij, niti ne vem več na pamet. A to vse do določenega leta ali se je razvlekel čez leta? Načeloma je bil plan, kar se spomnim, da do takrat, ko nekje otroci rastemo, da ne bi vse zaključili. Se pravi 18, 17, ne vem, tam nekje. Do 20. Ja, recimo, ja. Pol je bila pa še ena, ki je bila pa ravno tam nekje 20, 21, nisem čisto prepričan več, ki je bila, kakor ni bila v osnovi planirana, pa smo pol vse naredili. O kakšnih operacijah to govorijo? Elongacija ahilove tetive, mislim, da je strokovni izraz. Se pravi, po domače prerežejo ahilovo tetivo, raztegnejo, zašijejo nazaj skupaj. Na desni nogi moji, pač tista, ki je prizadeta. In to vse zaradi diagnoze? Ja, zato ker ena od stvari, ki jih je ta diagnoza prinesla s sabo, je, da
Mislim, da meni ta Achillova tetiva je bolj počas rasla, sploh ni rasla, spet ne vem točno, ampak na vsak način pač si mi videla, kdaj hoditi, pač jaz hodim po prstih na desni nogi. In za temi operacijami so poskušali to korigirati, da so mi podaljšali to tetivo, zato da je peta prišla do tal. Pa se je pa druga težava, ali pa težava, ni zares težava, no pač. Zgodilo se je to, da tudi ko sem jaz lahko stopil na tla, nisem, zato ker sem imel določen vzorec hoje narejen, in zato sem vedno tako hodil. Kot zanimivost. Midva žena plešava. Plešava pač kavbojske plese v vrstah, country line dance. In ko jaz plešem, se ne počutim nič drugačnega kot drugi ali pa karkoli. Pa vidim posnetek, pa vidim, da se jaz ful drugače premikam, kot ljudje okrog mene. Ampak takrat, ko to delam, nimam takega občutka, kako ne rečem. Imaš nek občutek svobode? Ja, ful. Ful lepo, da si se najdel v tem, pa da si to delil zdaj z mano. Če bi meni nekdo rekel, ne vem, kdaj sem začela, ampak recimo 5 let nazaj, če bi meni nekdo rekel, da bom jaz plesal kdaj z veseljem, bi se mu smejal. A res? Ja. Ne bi verjel. Pa smo šla pa slučajno na en dogodek, zato ker ameriška glasba, ameriški avti, burgerji, pivo, super, zakaj ne greva pogledat. Tam so vsi plesali, srečam jaz enega kolega, kaj se dogaja, ja, tle plešemo. No in čez 14 dni sva začela hoditi na tečaj. Pol pa, samo še to, jaz sem imel par ciljev, ko sem začel plesati. Prvi je bil, da bom šel enkrat v življenju na eno veliko tekmovanje, ki je v Italiji, pa sva to z ženo že prvo let naredila. Pol ta drugi je pa bil, da bom nastopil enkrat z našimi v Italiji, pa je bilo to tudi že ta prvo let. Pa naslednji logičen je pa bil, da bom s tisto skupino, ko bom nastopil, da bom enkrat pokal dvignil, no to se je pa lansko poletje zgodilo. Ja, čestitam. Mi je v bistvu ratal. Si spolnil kljukce. Ja, in ful mi je zanimivo, zato ker ples, kakorkoli, zdaj je to umetnost ali šport, pustimo, ampak je stvar, ki zahteva fizičen napor, fizično delovanje. Tako da je bilo zato za mene mogoče to še toliko bolj pomembno ali pa toliko večja izpolnitev nekih sanj, zato ker sem recimo sam v sebi na tak način, to je bil eden dokazov, da nisem invalid, ni nič zares narobe z mano, pač lahko delam stvari, ki jih rad delam. Wow, to pa res lahko ponosen nas. Ja, tudi sem, hvala. Hvala, ker si to delil z mano, res. A se ti zdi, da te je tvoja diagnoza mogoče oblikovala tako celostno kot osebo tudi, da drugače razmišljaš o drugih, da drugače vidiš svet? Kaj si mogoče na tej poti, se pravi, ko si imel veliko operacij, pa ko so te mogoče otroci drugače gledali, ko si bil mlajši, pa to, kaj si spoznal v ljudeh, kako vidiš svet? Spoznal sem eno precej pomembno stvar za moje pojme in to je, jaz res verjamem, da je vsak človek v svoji osnovi dober. Dela napake, dela stvari, ki so narobe, ampak v svoji osnovi je pa dober. To je pa prišlo skozi mojo diagnozo zaradi tega, ker so me večkrat zafrkavali ali tudi pretepali, mnoge stvari so se dogajale, ampak kasneje, skozi leta, ko smo ratali bolj odrasli, sem jaz ratal dejansko prijatelj s temi ljudmi in smo se začeli pogovarjati in je bilo čist v redu. Tako da to je bila ena taka stvar, recimo, ko lahko rečem, da me je mogoče ta moja izkušnja naučila. Wow, tudi kera moč, da si v bistvu jim odpustil, da so grdo ravnali s tabo, pa si, mislim, tako vidim v tem neko odpuščanje, da si šel pa lahko naprej. Ja, zdaj to. Kako si gledal na to? Ne vem, od kje pride pravzaprav, ampak mogoče spet iz tega, da sem jaz pri sebi videl, da se človek lahko razvije, spremeni, kakorkoli. Mogoče je to tudi del tega, da enostavno poskušam ne zmeriti ljudem. Zato, ker pač vsak človek kdaj kaj naredi. Pač tudi jaz sem kdaj komu kaj grdega naredil, nažalost, ampak ja, vsi smo samo ljudje. Pač se probaš opravičiti, pa greš naprej. Lepo, res je to. Ok. Kako si se pa mogoče, kdo je bil največja tvoja opora v tem mladostniškem času?
A veš, da recimo, če ti je bilo težko, pa tako, da je bila to res tvoja opora. Pa prej sem te pozabila vprašati v teh igrcah, a si daj spoznal pol tega soigralca, ki sta skupaj igrala? Tega soigralca sem jaz poznal že odprej. On je v bistvu moj najboljši pa najstarejši prijatelj, tudi poročna priča in vse ostalo. V bistvu bom malo, se pravi, jaz, ki sem šel v vrtec, vrtec je relativno stresen lahko za majhne otroke, ampak za mene ni bil zaradi tega, ker takrat je bila neka stvar, da smo bili malo skupaj dani po različnih starostih. Ne vem zakaj. Ampak skratka, jaz sem bil v isti skupini kot moja sestrična, ki je bila 1 leto starejša od mene. In pač, ona je tam, se jo poznam, bom že. No, drug dan smo pa že s tem kolegom začela skupaj, pač ne vem, v peskovniku biti, ali karkoli smo že delali kot otroci. Karkoli se dela v vrtcu. Tako da ja, in to je prijateljstvo, ki še danes traja, zdaj celo moj sosed. A res? Kakšno prijateljstvo pa to res? Ja, in v bistvu, kako sem pa vedel, da je to res ta pravo prijateljstvo, je pa, midva sva šla na različne srednje šole, dobro, mi smo se vmes še selili s familijo, tako da sem v osnovni šoli menil šolo, pol pač srednje šole čisto različne, in se nisva videla kar nekaj časa, ne vem koliko let, Pol pa sva se slučajno srečala, če se prav spomnim, na odprti kuhinji. Enkrat, živo, kako ono tretje, greva na pijačo. Sva šla na pijačo in je bilo isto, kot da tistega obdobja vmes sploh ne bi bilo. Pač čist normalen pogovor. Tako da ja, in to je recimo eden od takih ljudi, ki lahko rečem, da mi je vedno stavil ob strani, da sem lahko vedno računal na njega. Dobro, še pred tem itak pač familija, starša moja. Recimo, veliko se imam za zahvaliti mami, zato ker me je razumela, pa pač mi dajala oporo. Po drugi strani se imam pa veliko za zahvaliti očetu, zato ker enkrat, ne vem, koliko sem bil star, me je vprašal eno zelo pomembno vprašanje, ker takrat mogoče niti nisem razumel, koliko pomembno je. Rekel je, malo tako je. Ti imaš določene težave in če ti misliš, da si invalid, se lahko mi vedemo tako, pa mogoče ne boš delal, pa kakorkoli bomo že. Ampak, če pa misliš, da nisi, se bomo pa pač do tebe obnašali, kot da nisi. Pa boš pač normalen. In takrat sem se odločil, da nisem. In to je recimo ena taka stvar, ki mislim, da mi je zelo pozitivno pomagala v življenju. Ful, dobra poteza. Tako da pa, jasno, zdaj v zadnjem času je pa moja največja opora žena. Pa ne samo zato, ker je moja žena pa vse to, ampak tudi zaradi tega, ker je bila to ena dodatna potrditev, da sem okej. Zato, ker te nekdo sprejme, da bo celo življenje preživel s tabo, pa dobro, tudi med možem in ženo mora tudi določena fizična privlačnost obstajati in vse to, pomeni, da sem okej, da mi nič ne manjka. Da nisi drugačen od drugih. Tako, ja. Tako da recimo to je tudi ena taka stvar. Ful lepo svojito, ja. Res. Ali bi mogoče kak trenutek, ki te je tako še posebej zaznamoval, tako posebej, da se ga spomniš? Ja, zdaj recimo enega tazga sem že omenil, ta debata z očetom je ena taka stvar, ki mi je ful v spominu ostala. Pol recimo... Med otroci mogoče. Mogoče tako, da bi lahko komu kaj svetoval iz tega trenutka, ki se ti je zgodil, ki je mogoče v isto kot ti, takšna diagnoza ali pa s kakršnokoli drugo omejitvijo, pa mogoče tako malo notranje moči, da mu dava. Najti nekaj, v čemer si dober, pa tega se drž. To je najbolj pomembno, zaradi tega, ker takrat, ko si v nečem dober, ti to da toliko samozavesti, toliko nekih pozitivnih občutkov, da pa sploh ni pomembno, je ta dejavnost produktivna ali je samo zabavna ali karkoli, ampak tega se drž. Recimo, jaz imam srečo, prihajam iz zelo smučarske familije. In če se prav spomnim, so mojemu očetu, ko sem bil pač majhen, rekli, da vprašanje, kako bom jaz hodil, pa to. In njegov odgovor je bil, da hodil bom že, kakor bom, ampak smučal pa bom. To je pa dejstvo. In mi smo res veliko smučali kot familija, in tle sem spet zahvalil mojim staršem, da so toliko vztrajali. Zato sem bil jaz tudi v smučanju, ali pa sem še danes relativno dober. Tako da to je bila ena taka športna aktivnost, ki sem pol na zimskih športnih dnevih
lahko bil čisto enakovreden ali pa še boljši od svojih vrstnikov. In je bilo to tako, wow, a veš, v eni fizični zadevi sem dober, kako kul. Tako da recimo na to imam ful pozitivne spomine in zdaj moja žena vmes ni smučala leta, polk je pa z mano začela, je pa spet, zdaj pa smučata, zdaj pa tle oprema, noce. Pa gremo. In zdaj je bolj navdušen smučar, kot jaz in tako da mi je to ful lepe spomine vam na to. In tudi zmeri, ko gremo smučati, je tak pozitiven občutek, ki verjetno izhaja iz tega nekje globoko zadaj. Wow. Ja. Dober, pa so tudi kakšni negativni spomini. Recimo, ko smo se preselili, so meni fantje malo pretepli, pa eno luknjo zakopali. Pa pol vam potegnili, pa to, pa so bila pol vprašanja, kaj ćemo zdaj narediti glede tega, pa smo se že takrat odločili, da dajmo se pogovoriti, pa gremo dalje z življenjem. Recimo, to je tudi ena taka stvar. Zdaj, v zadnjem času pa itak, pač rojstvo hčerke, to je bilo nekaj najlepšega na svetu. Mislim. Jaz si nisem predstavljal, da lahko človeka spoznaš v istem trenutku, pa imaš toliko močno ljubezen do njega, kakor sem jo imam jaz do tega bitja, ko me tam pogleda, pa se mi nasmeje, pa karkoli se je prej zgodilo, sploh nima več veze. Tako da glaven nasvet, ki bi ga dal komurkoli, ki je v neki težki situaciji, najte stvar, ki vas veseli, pa tega se držite. Super. To te pere naprej. Noted. Daj mi povej, kako si spoznal svojo ženo, zdaj, ki si jo omenil. V bistvu, jaz mojo ženo poznam že zelo dolgo. Zaradi tega, ker moja žena je v srednji šoli ratala najboljša prijateljica od moje sestre. Tako da sem jaz poznal bistveno preden sva bila midva par ali pa karkoli. Jaz sem jo poznal praktično, ker je bila še otrok. Jaz sem bil pač starejši, 4 leta pa pol cca. Tako da se nismo neki družili, veš, v tistih letih pač, kaj mlajša sestra, pač to ne moreš se družiti z njim. Pa je nanesel tako, da mi imamo tradicijo v familiji in to je, da se za novo leto na 31. dobimo za kosilo pri mojih starših doma, pol po kosilu se pa raztepamo pač vsak na svoj konc praznovati, s kjerokoli družbo že boš. In vsa moja družba je bila, to je bilo leta 2016, oziroma 16 na 17, je bila v Miklavžu pri Ormožu. Zdaj pa iz Gorenjske do Miklavža pri Ormožu je relativno daleč. In meni se že tako ali tako po tistem kosilu ni najbolj dal voziti. In pa se pogovarjam tam, kaj bom naredil, pa bom šel ali ne, pa prav sestra, pa daj ostan tle, še z njenim takrat fantom, zaročencem, ne vem, zdaj sta poročena, imata 3 otroke, kakorkoli. Prav, daj ostan tle z nami, pa še pač Sara pride, prijateljica moja, pa bomo skupaj za novo leto. Pa sem rekel, prav, pa bom, zakaj pa ne? Okej, pač, malo nekaj smo spili, vem, da smo stadej, smo pol šah igrala, pa tak. Pa smo šli v mesto, seveda na koncert tisto polnoči in po tistem koncertu prav sestra moja, tako kot v hecu, no daj, a zdaj že gresta vidva na dejt. In jaz tako, ne vem, lahko, jaz imam v soboto cajt. Pa prav Sara, jaz tudi, daj pober me. Tako sva šla na prvi zmenk, pa pol malo kasneje na drugi zmenk, pa mislim, da po tretjemu zmenku je bilo pa nekako tako, da je ona nekaj imela v Ljubljani in sem rekel, pa daj pejt z mano, že zvečer, pa boš prespala pri meni doma, pa nekaj, jaz sem tako že v Ljubljani živo, pa pol naslednji dan greš kakorkoli. No in od takrat pač ni šla več domov. Kako lepo, ful lepa zgodba. Kako si pa vedel, da je ta prava? To pa ne znam opisati. To pa pač veš, ne vem, kako ne rečem. Jaz sem na prvem zmenku, ko sva bila, sem jaz vedel, da je to. Že na prvem zmenku? Na prvem zmenku. A pa zato, ker si jo poznal prej, pa si jo tako malo bolj, veš, poznal? Ne vem. A veš, to je ful težko reči, zakaj je to bilo. Pač to je občutek, jaz sem finančnik, pa imam rad številke, pa rad analiziram stvari, ampak tle pa enostavno ni nekih podatkov, ki bi jih lahko zdaj vrednotil, pa rekel, tole je bil razlog. Zaradi tega. Pač tako sem se počutil. Je pa res, da mi je pa kasneje povedala,
Jaz sem stara šola, pač, ko priješ na zmenk, rože, bombonjera, pač to. Kako lepo, džentelmensko. Ja, tako to me je pa dedek. No, upam, da so mladi fantje slišali. In je rekla, da ko je videla šopak, je začela imena za otroke zbirati. Tako da je bil nekako občutek, ko bojo stranski učitno, da je to. Ja, če prineseš rože, pa se malo potrudiš. Lepo. Rekel si tudi, da imate otročka. Kaj vam je ta izkušnja starševstva tako naučila v življenju pa v partnerstvu? Veliko stvari. Zelo veliko stvari. Zaradi tega, ker najprej itak pač, ko sem zvedela, da je noseča, itak ta prvih 45 minut smo pač samo jokala od sreče, da bomo kopalnici na tleh. Ful dobro, pol pa predvsem pri meni, ker pač sem moški, je bilo, ok, zdaj bo imela otroka. Kaj pa zdaj? Zdaj to te noben ne nauči. Ni navodil. Ja, imam to srečo, da pač ima sestra imela že 3 fante takrat, tako da sem imel vsaj neke take oddaleč izkušnje, kako to izgleda. Ampak ja, tako da mene to me ni sram priznati, ko sem zvedel, da bo otroka dobila, me je bilo ta prvi strah psa. Ja, res. Kako bom jaz zdaj to handlal. Mislim, če me ne bi žena zjutraj pogledala, je čisto realno, da bi šel jaz brez hlač v službo, en dan. Tako da, kako bom jaz zdaj za bitje skrbel. In tle je spet, tle ta njena moč, ta njen materinski nagon, ki me je skozi. Ne, vse bomo že, pač bomo zrihtali. Me je ful pomirjal in zdaj nam dejansko gre dobro. Tako da, ja, pridejo ful stresne situacije, itak že pač med nosečnostjo pa to, sploh bolj, ko gre zadeva proti tismo 9. mesecu, pač več je nekih potežkoč, kot je lep gorenjski izraz. Ampak imam občutek, da, kako naj to povem, ja, sej sam otrok te itak poveže, zato ker zdaj sva oba odgovorna za to bitje. Ampak po drugi strani pa saj za mene je bilo tako, le kaj nam rata. Le to, kar življenje je zdaj tam. Kar nastane neki wow. Ker jaz sem človek, ki mu je ratal kaktus, da se mu je posušil. Zdaj pa kar novo življenje in ful dobro. Tako da ja, jaz mislim, da je ta izkušnja, jaz sem se zelo že prej ful povezana, ampak da je ta izkušnja še toliko bolj povezala in v bistvu je ful pozitivno. Ja, sej pridejo trenutki, ki pač, ne vem, sej joka da mala, pa ne veš, kaj narediti, pa je ful stresno, ampak tako v splošnem je pa 100% pozitivno in ful dobro. Sem vesela za vas. Prej si rekel, da si finančnik, zdaj pa greva na finance. Daj mi povej, kaj sploh dela finančni svetovalec? Se pravi, govoriva nekomu, ki to sploh ne pozna tega? Zdaj tako je. Finančni svetovalec dela zelo veliko stvari, malo odvisno od tega, na katerem področju svetuješ, ali pa za katero firmo delaš, ali pa kakorkoli. Tako da eden od mojih bivših šefov recimo, me je naučil tudi eno drugo zelo pomembno stvar, da finančni svetovalec je v bistvu tudi malo psihologa, pa malo psihiatra zraven, pa zaradi tega, ker vemo, finance so neka zelo intimna tema posameznika. In zdaj, že to, da ti nekdo zaupa to, da se o tem sploh pogovarja s tabo, je umetnost. Pol pa, ko z nekom delaš dolg časa, pa je s tabo delil pač te finančne stvari, avtomatsko zraven pridajo še vse druge mogoče stvari, zaradi tega, ker v bistvu finance vplivajo na vse ostalo, kar počneš v življenju, po drugi strani pa vse ostalo življenje vpliva na tvojo finančno sliko. Tako da jaz sem se z veliko ljudmi pogovarjal o boleznih, o zaposlitvah, o tem, kaj narediti, ker so otroci nehvaležni, pa kako bojo zdaj to dedvali, kaj je on nekaj ustvaril, pa take zadeve. Tako da imaš tle lahko zelo globoke pogovore z ljudmi. Zato pravim, da delamo zelo veliko stvari. Ampak ja, tako, če pa čisto neko suhoparno, ali kako ne rečem definicijo, vzamemo, je pa naloga finančnega svetovalca je, da stranki pokaže pot do njenih finančnih ciljev. In zdaj te finančni cilji so lahko kratkoročni, ne vem, hočem nov avto kupiti, dolgoročni, zanima me, kako bom v penziji živel, čisto varnostno pogojeni, se pravi, kaj če ratam invalid, res
zelo širok spekter je. Tako da veliko ljudi si delo finančnih svetovalcev predstavlja, kot da mi cel dan v Excel gledamo, pa pač se tam neke številke pojavljajo. Ne? Ja, analiza je pomemben del, absolutno, ampak mislim pa, da je, če si prav svetovalec, ta medosebni del še toliko bolj pomemben. Recimo, ena od takih stvari, ki mi je ful všeč v tem poslu, je to, da sem imel stranke, ali pa imam še vedno stranke, ki se pogovarjamo vse mogoče, ki pridejo o vremenu, o njihovih otrocih, vnukih, karkoli že. Pa to traja pol ure, eno uro. Pa na koncu zadnjih 5 minutah pa podpišemo, zato ker mi toliko zaupajo, da praktično ne sprašujejo, kaj delamo. Tako si že toliko osebnih stvari z njimi pogovarjal, da te čisto za svojega vzamejo. Ja, tako nekako. Ok, pa če finančnik ne gleda skozi svoje ekrane, kako pa izgleda pol tvoj tipičen delovni dan? Moj tipičen delovni dan izgleda tako, da v bistvu začne se bistveno prej pridem v službo. Sploh zdaj zadnje čase zaradi hčerke ostajamo zgodaj in pač že doma nekako pogledam koledar za tisti dan. Recimo tudi vsak večer, ko neham delati, si napišem za naslednji dan, kaj so pač neki to-doji, tisti, ki jih moram naslednji dan narediti. In potem, če mi kakšnega narata, ga pač premikam naprej, zato da imam skozi nek flow tega, kaj se dogaja. Kje si. Tako da prvo preverim pač koledar, da vidim, kaj se tisti dan dogaja. Potem pač pogledam, kaj se je med azijsko trgovalno sejo zgodilo, zato ker azijska pač se je ponoč, po našem času. Se pravi tam nekje med 10 in zjutraj pa ne vem, kdaj se konča točno. 8 recimo. Tako da malo vidim, kaj se je ponoč zgodilo. Potem obvezno branje novic. Se pravi, sploh zdaj glede na to, v kakšnih časih smo, je zelo pomembno, je Trump karkoli povedal zanimivega. Tako da to, pol pač pridejo nefinančne stvari, se pravi razni zajtrki, igranje sta malo, karkoli že. Pol pa pač... Dead mode. Ja, tako Pol pa pač prihod v službo, pogovor z tistimi, ki so že tam, se pravi, da dobim še input, če še karkoli tazga, ker sem zgrešil, oziroma zakaj smo danes tukaj, kaj pravzaprav delamo. Pol pa pridejo pač te sestanki, analize, karkoli že delamo, pač stranke, delo sodelavci, razne zadeve. Dinamičen delovnik. Ja, zelo sploh zaradi tega, ker pač borza klasična je odprta 24 ur na dan, 5 dni na teden. Se pravi, to pomeni, da tudi pač preden grem spat doma, spet preverjam, recimo, kaj se je v Ameriki dogajalo in tako naprej. Potem pa, zdaj, če se pa še kripta dotaknemo, s katerim se tudi ukvarjam, pač osebno, ne profesionalno tukaj, je pa 24/7. Tam se pa skozi kaj dogaja, tako da je veliko tega. Pestro? Ja, pestro. Niti dolg čas. Komu najbolj pomaga? Se pravi, kakšne stranke imaš? Po kaj ljudje največkrat pridejo? Zdaj, komu najbolj pomagam, bi mogla moja stranka vprašati. Zaradi tega, ker jaz imam nek občutek, a sem ljudem pomagal ali ne, ampak lahko je ta občutek zelo različen od človeka do človeka. Najrajš delam z mladimi, z ljudmi, ki začenjajo svojo profesionalno pot, zaradi tega, ker jih lahko največ naučim, pa naš največji zaveznik v investiranju je čas. In praviloma tisti investitor, ki ima največ časa, ne časa, da bo aktivno nekaj delal, ampak časa do upokojitve, časa do konca kariere, kakorkoli to vzamemo, bo najbolj skozi prišel. Zato mi je najbolj fajn delati z mladimi, zato ker tam res vem, da se da narediti z minornimi zneski. Res veliko. Na dolgo progo. Tako da to, recimo en tak primer, ki ga imam, ki mi je bil ful všeč, je bil pa en starejši gospod. On je pač, je imel še kar nekaj let sicer do penzije, ampak je bil pa že precej pač starejši. In on je rekel, da bi pa vseeno rad še nekaj malo investiral, pa to, za pol, ko bo šel v penzion. Da penzijo bo sicer imel dobro, to že ve, ampak tako, za zraven.
In sva naredila določene stvari, so se pol pač slišala občasno, videla občasno, delala. Pol pa en dan me pokliče, pa prav, gospod Šarabon, jaz bi vas pa na kosilo pel. Okay, kaj pa je? Ja, boste videli. Se zmenva in mi pa povedal, da me bo pa prav on pelal. To je bila pomembna informacija in pridem jaz dol iz pisarne in me tam čaka, pa prav, evo, to je pa nov avto, ki sem si ga kupil zdaj za v penzion, stismo, kar sva midva naredila, tako da v znak hvaležnosti vas pa zdaj pelem na kosilo v Ljubljani. Tako da recimo to mi je bil ful tak trenutek. Res lep trenutek. Ali kako naj rečem. Ja, ne, tudi, kot si prej rekel, ne, ljudje te čisto za svojega vzamejo in pa res neka taka gesta, ne si prav lahko ponosen na njega in nas, ko sta skupaj ustvarila. Mislim, jaz sem z veliko strankami, ki niso bili moji prijatelji odprej, ampak smo se kot stranke spoznali, zdaj odnos, ki gremo tudi na pivo, pa tudi na kakšen piknik, pa take zadeve. Tako da je to res nek dolgoročen odnos med pač ljudmi. Ok. Kaj misliš, da je največja napaka, ko ljudje delajo z denarjem? Neplaniranje. Neplaniranje. Se pravi to, da večjih nakupov ne planirajo, ampak se enostavno ga začnejo planirati šele takrat, ko ga bojo naredili. Okay. Recimo, avto je tak primer. Saj ti lahko začneš to že bistveno prej planirati, pa privarčuješ denar, pa ga pol s cashem kupaš. Ni treba leasinga imati, pa take zadeve. To je recimo ena taka zadeva. Ali pa to, da ljudje ne vejo, koliko zaslužijo, ponavadi še vejo. Ampak koliko porabijo, oziroma kam ta denar gre, to pa zelo malo neprofesionalcev ima zares kontrolo nad tem. To je tudi ena taka napaka. Glavna, najbolj pomembna za moje pojme je pa to, da ljudje mislijo, da za to, da investiraš, moraš biti bogat. To je tudi ena najbolj pogostih misconception je angleški izraz, ne spomnim se slovenskega. Misconception. Se pravi, napačnih predstav recimo o finančnem svetovanju. Ker večina ljudi ima dve predstave o finančnem svetovanju. Ali je finančno svetovanje za tiste, ki so totalno pod vodo, pa zakreditirani, pa zdaj rabijo pač nekoga, da jim svetuje. In to definitivno tudi delamo. To je tudi en del našega dela. Ali pa, da je finančno svetovanje za tiste, ki imajo 1 milijon evrov, pa bi zdaj radi s tem nekaj naredili. Ampak 90% strank je pa tle vmes. In to je... Jaz velikokrat, ko govorim z ljudmi, pa finančni svetovalci, pa to, da tem glas se, pa bo pogledala. Ne, jaz nimam dovolj znanja za to. Ravno to je poanta finančnega svetovanja, da boš imel v prihodnosti več denarja. In zato, še enkrat, najbolj pomembno je, kdaj začneš, ne s koliko začneš. In to je, ker veliko ljudi tudi to napako dela, da reče, sej kasneje bom pa več zaslužil, pa bom takrat več investiral. Ampak tisti, ki vemo, kako obrestni račun deluje, vemo, da to niti slučajno ni proporcionalno. Če ti počakaš 5 let, ne boš investiral zdaj par procentov več, ampak boš mogel investirati mogoče še enkrat več, da boš isti učinek dosegel, kakor bi ga z nekim nizkim zneskom, če bi začel prej. Ja, hvala za pojasnitev. Se pravi, kot rešitve, da bi planirali bolj te svoje večje nakupe. Absolutno, pa vsakmu res predlagam, spet, jaz sem staromoden in jaz pač stroške pa to vodim v Excelu. Zdaj danes imamo pač milijon appov že, ki to delajo, ampak jaz pač se rad usedem pa to naredim. Sam imamo celo že določene banke, recimo, ki to delajo avtomatsko, sploh te neobanke ali Revolut, ti avtomatsko beležijo, koliko stroškov si po nekem njihovem ključu porabil za kaj. Tako da to ni tak bav, kar se mogoče sliši, da moraš pa zdaj vsak račun zapisati, pa ne vem kaj delati, ampak že samo to, da imaš nek osnoven pregled nad tem, ne vem, koliko gre za transport, koliko gre za hrano, koliko gre za najemnino in tako dalje. Nad mesečnimi stroški. Nad mesečnimi stroški ti da nek občutek, pač kaj se zares dogaja. To je recimo tudi ena stvar, ki jo delamo mi pač v službi. In tam se velikokrat pol stranke ugotovijo, da je situacija
precej drugačna, kot so si predstavljali. In v pozitivno, in v negativno. Ni nujno, da. Ali pa recimo še ena taka stvar, ki sem se jo naučil, je, da to, da nekdo veliko zasluži, ne pomeni sploh, da je dober z upravljanjem tega denarja. Včasih celo nasprotno, zaradi tega, ker nekdo, ki veliko zasluži, mu ni treba toliko gledati na stroške. Zato, ker ljudje, ki zelo malo zaslužijo ali pa komaj preživijo, so mogoče bolj v tem noter, zato ker morajo razmišljati o tem, ker so prisiljeni vsak evro razmisliti, kam bo šel. Nekdo, ki ima pa velik razpoložljiv dohodek, se pa s tem niti ne ukvarja mogoče. To je še ena taka stvar, ki se mi zdi, da je zelo pomembna. Zato res, začnite si spremljati prihodke, začnite si spremljati stroške, pa čim prej začnite delati nekaj na dolgi rok. Zato, ker s tem pride fulene svobode. To je čisto, recimo, neko pravilo je, da 3 do 6 mesecev svojih stroškov bi mogel imeti vedno na lagerju, zato, da če se karkoli zgodi. Pa to ne pomeni samo, da službo zgubiš, ampak tudi, ne vem, avto se pokvari, pa ga je treba nujno popraviti ali pa zamenjati. Fajn je imeti nek denar za to na lagerju, da ni treba nujno kredita imeti ali pa pač staršev zajedati ali pa nekaj. In če imaš ti pač to, da imaš 6 mesecev denarja prikraj, pa da si v službi, ki imaš ful zoprnega šefa, pa te gre vse na živce, lahko rečeš, ne, pač ne grem se več. Bom že preživel, vse bom najdel drugo službo, pa bo. In to ti da neko tako svobodo. Res je to. Jaz se spomnim, ko sem bil bistveno mlajši, ko sem od nekega rojstnega dneva pa teh stvari sem privarčeval nek denar, in sem imel takrat ne vem koliko. Recimo 500 evrov. In to se je meni zdelo kot otroku. Tako bogatstvo. Jaz si lahko zdaj kupim karkoli hočem, pač, ker itak, kaj pa so bile moje potrebe večilni. Ampak ja. In to je recimo ena taka stvar, in pol, če to naprej raztegnemo, koliko dobro se človek počuti, ko ima, ne vem, par tisoč evrov, 10.000 evrov, 100.000 evrov prehranjenega. Zaradi tega, ker veš, da pravijo, da ni dobro biti obseden z denarjem. In jaz se strinjam, ni dobro biti obseden z denarjem. Ampak je pa dejstvo, da denar marsikatero stvar olajša. Tudi zdravstveno v končni fazi, če si lahko privoščiš neke zasebne preglede, karkoli že. In ti da ta občutek, da karkoli se zgodi, bom lažje preživel, če imam neko zalogo narejeno. Vse to čisto čez zgodovine pogledamo. Včasih so hrano skladiščali. Zaradi tega, ker nikoli niso vedeli, kdaj bo zima ful pač zoprna, ali pa ne vem, bojo poplave, ali karkoli se bo že zgodilo in ne bojo imeli dobre letine in bo treba živeti od nekih rezerv. In v bistvu je to čisto ista logika. Problem je pa, da ta logika lahko pa pele pol, pa če predelež greš v to, pa pele v kontrasmer, zaradi tega, ker pol pa prvič se toliko bojiš, da boš nekaj izgubil, da ne investiraš, ker pač vemo, vsako investiranje je povezano z določenim tveganjem. In s tem si ustvariš ogromen oportuniteten strošek. Se pravi, koliko več bi imel, če bi ta denar investiral. Po drugi strani pa pridemo pol v nevarnost, da si ničesar nočeš privoščiti. Zaradi tega, ker kaj pa če? Jaz sem imel en tak primer v familiji, pa ni važno kdo, ampak ki sta kot par leta si zelo malo privoščila, zato ker so pač to bili starejši ljudje, ki so preživeli vojne, ne vem kaj vse. Drugače so živeli. In kaj pa če bo? In sta rabila zelo dolgo časa, da sta prišla do tega, da pač je treba živeti. Treba se imeti fajn v življenju, zaradi tega, ker drugače tudi, če v življenju daješ neki nakup, pa imaš zdaj 1 milijon evrov in pol umreš, mislim, vse otroci bodo srečni, super, ampak a je bilo smiselno, da ti nisi nič doživel v življenju, zato da si zdaj ta kup tle naredil? Moraš malo pretehtati, kaj je vredno. Ker pri mladih pa dostikrat pa vidim pa kontra moment, ker so pa,
Jaz tudi mislim, da so izkušnje pomembnejše od fizičnih stvari. Se pravi, tudi za mojo hčerko si želim, da čim več skupaj doživimo, vidimo in to so te spomini, ki ostanejo s tabo. Ampak pri mladih pa dostakrat vidim, da grejo pa predaleč s tem, da pa sploh ne razmišljajo o tem, kaj bo v prihodnosti, samo dajmo se imeti fajn danes. In to pa tudi na dolgi rok pripelje do zelo slabih posledic. Jaz se jih to je fura, ker nas v teh financah nimamo dosti informacij, ne dobimo toliko znanja, ne? In pol, ko imaš nekako, misliš, da dobimo dosti znanja v sistemu? Rekla si dve stvari, ki sta različne med sabo. Ali imamo dosti znanja, ali šola dosti pripravljena na to, ali karkoli ne. Absolutno ne. Ali imamo dosti informacij? Ja, vse informacije imamo. Odkar še preden se je AI razvil, ker lahko danes s ChatGPT-jem se pogovarjaš o tem, že prej, mislim, en YouTube search si stran od kjerekoli finančne informacije si jo želiš. Tako da ni vprašanje, informacije so, vprašanje je, ali znaš priti do njih, pa jih znaš razumeti. Ja, če jih znaš razumeti. Ja, to se mi zdi, da je bistveno bolj pomembno. Kako vidiš ta del razumevanja teh finančnih produktov med strankami? Zelo odvisno. Eni se res poglobijo, jih zelo dobro razumejo, je pa dejstvo, da sploh pri teh nekih, kako naj temu rečem, srednjih generacij ali kaj, se pravi to, kar so recimo moji starši pa mlajši, do recimo neki naše generacije, pa vidim zelo slabo razumevanje finančnih produktov. Zdaj, razlogov za to je veliko. Prvo je verjetno to, da pač so se finančni produkti zares pojavili šele tam nekje v 90-ih, ne vem točno, ampak s koncem nekega drugega sistema, ki smo ga imeli. Se pravi, da sam razloživa, kaj zdaj omenjava finančni produkt, se pravi neko... Zelo veliko stvari, se pravi, gre za zavarovanja, gre za delniške naložbe, gre pač v bistvu za kjerkoli naložbe, že v končni fazi, tudi nepremičnine, obveznice, karkoli. Tudi potem krediti, recimo, to je tudi ena taka zadeva, ki je veliko napačnega razumevanja v njej. Tako da tle res zelo široko to mislim kot finančni produkt. Sej tako, da za poslušalce razloživa. Ja, absolutno mislim. Ampak zdaj naštevati taksativno finančne produkte jih je preveč. Sam splošno, da dobi občutek. In pač zato, ker smo prišli iz enega takega sistema, takrat ni nihče se s tem sploh ukvarjal, ker taki produkti sploh niso obstajali. Pol smo imeli pa še par nesreč, recimo velika finančna kriza je bila ena taka, se pravi 2008-2009 pa pol naprej, zaradi tega, ker ravno pred tem je bil v Sloveniji boom določenih finančnih produktov, in takrat so vsi na veliko investirali v neke, za moje pojme, precej špekulativne zadeve, pol se je pa trg sesul in evo, spet smo vse izgubili, to je vse brez veze, ne gremo se več. In se bojim, da obstaja ena taka mal zgubljena generacija v tem pogledu, ker se je tokrat upekla, da enostavno se ne gre več. In zato nimajo nekih naložb pa takih zadev. Drugače pa tudi jaz osebno, jaz sem začel z financami že zelo zgodaj, po moje dejansko tam pri 18-19 letih. Tako da je, okej. Spet, jaz sem tudi mojemu očetu za zahvaliti. On mi je rekel enkrat, da če hočeš biti bogat, imaš dve poti. Lahko si pokvarjen, lahko se pa z borzo ukvarjaš. Pa zdaj pokvarjen načeloma nisem hotel biti, tako da sem se pa z borzo začel ukvarjati. In pa so prišle te naše zgodbe z NKBM-jem, pa to, kar se je takrat dogajalo, in jaz ful pomemben, takrat zdaj pa nek denar malo sem ga imel, pa malo se še starši zraven dali, pa to, zdaj bom pa jaz to vložil v ta NKBM in to bo fantastično. In dobili smo nič. Tako da sem pač tudi jaz svoj, recimo temu prvi denar, ni bil čisto prvi, ampak je bil pa zelo med prvimi, zgubil in to jaz priporočam, je mogoče napačna beseda, ampak mislim pa, da vsak, ki želi investirati, more te prvo izgubiti. Zaradi tega, ker to te nauči. To te nauči. To te nauči prvič, kako to psihološko predelati, drugič, nisi pametnejši od trga, nihče ni pametnejši od trga in pač takrat, ko misliš,
da zdaj sem pa res pogruntal, Aha. takrat je, da stopaš stran. Aha, ok. A ne. Na svet za vse. Ja, tako. Okay. Zdaj si malo začel, da si začel s temi financami pri 18 letih. Tam nekje. Kaj te je toliko potegnilo v ta svet in kako si se pol odločil, po katerih korakih si nadaljeval to pot do danes? Ok, zdaj tako. Jaz sem finančnik, veliko matematike. Jaz sem imel popravca z matematiko v drugem letniku in še danes sovražim matematiko. Okay. Ampak zanimivo. To je zanimivo, zaradi tega, ker imel sem eno ful dobro učiteljico v srednji šoli. Ker smo pol takrat, ko sem imel popravca, tudi zaradi moje bolezni sem jaz imel neke ekstra ure učenja, nekaj z njo. In pa sem prišla do tega, kaj je tisto, kar mene moti. In to je čisto enostavna stvar. Zakaj se moram jaz na pamet naučiti razstavljanje funkcij, če obstajajo programi na internetu, ki mi bodo to naredili? Jaz moram samo vedeti, kam pogledati. In to se mi zdi, da je ena najbolj pomembnih stvari, ki nas tudi umetna inteligenca, ki malo temu menjam, uči, in je pomembna za naslednje generacije, je, niti treba na pamet vedeti. Nobene potrebe ni potem. Vedeti moraš samo, kam pogledati, kje boš informacijo v tistem trenutku dobil. Pa ta prave, da bojo. Tako, ja, to je pa druga tema zdaj. Ja. Kaj je ta prava informacija na internetu? To je pa bistveno bolj kompleksno. Ampak ja, jaz pač sem začel nekaj investirati, tako kot sem rekel, zaradi tega, ker mi je bilo povedano, ali pa se je tudi meni zdelo, da je to pač način, kako. Ker smo se pogovarjali. Moj oče je bil prodajnik, pa tudi direktor, ampak kakorkoli vedno iz prodaje izhajal. In smo se veliko o tem doma pogovarjali. Pa sem jaz gruntal o prodaji. Kaj je taka stvar, ki bi lahko prodajal, pa jo res vsi hočejo, ker pa si zmagal, to je to. Pa sem gotovo, denar. Denar vsi hočejo imeti. Jaz bom prodajal denar, ko bom velik. To bo moja služba. Kasneje sem ugotovil, da to banke zares delajo. Mislim, kredit je točno to. Ampak kakorkoli. Tako da me to že od relativno mladih let nekako zanima. In sem se začel s tem malo ukvarjati, res s takimi bagatelnimi zneski. Pa sem nekaj delal, pa se mi je fajn zdelo. Kako sem pa profesionalno to prišel? Je bilo pa čisto po naključju. V bistvu sem iskal študentsko delo. In takrat je ena zavarovalnica iskala ljudi za klicni center. Fajn je bilo zaradi tega, ker je to delo potekalo popoldan, tako da se mi ni nekako faks zajedalo, in sem rekel, bom probal. In sem začel delati v klicnem centru za eno zavarovalnico. Pol sem napredoval, recimo temu, na podporo strankam. In zdaj podpora strankam pa pomeni, da moraš ti kar naenkrat poznati te produkte, da lahko nekaj jim poveš o njih. Ja, da se lahko pogovarjaš. Sem se začel izobraževati pa to. In pa me pa začelo zanimati. In mogoče že kot otroka, spet, to je pa prednost moje bolezni, da prej sem rekel, da sem imel več operacij. Te operacije so vedno potekale polet, zato ker takrat so počitnice in lahko pač ležiš v bolnici. In to je pomenilo, da sem jaz imel vsak poletje relativno veliko časa, ker sem pač ležal z 2 gipsoma na nogah in pač čakal, da jih ne bom več imel. Kar je pomenilo, da sem imel cajt brati res veliko stvari. In pol, recimo tudi, ko je moj oče pač videl, da me to zanima, on je veliko potoval po svetu, me je začel iz ZDA, ker je recimo najbolj razvit finančni trg, določene knjige nositi, pa to. Tudi angleščina mi je tle blazno prav prišla. Tle se pa vračam na to, da če vam kdaj rečejo starši, da igranje igric na računalniku ali pa telefonu ali pa karkoli ni produktivno, to ni res. Če na prav način to delaš, je to lahko zelo produktivno, ker jaz angleško znam tako dobro, ker znam samo in izključno zaradi tega. Zdaj sem hodil na neke tečaje, pa ne vem kaj vse, ampak to je bilo vse takrat, ko sem jaz v bistvu že govoril angleško. In meni angleščina res, ste si videla prej, včasih bolj domača kot slovenščina. Tako da zato sem se s tem ukvarjal. Pol sem pa tam na tej zavarovalnici se odločil, da zdaj bo pa treba licenco narediti. Takrat ni bilo nekega interesa, ker sem bil študent, strani zavarovalnice, da bi mi oni to pokrili, in sem jaz rekel, probam pa na svojo roko. Pol pa je prišla priložnost za zaposlitev nekje drugje, se pravi, ne več študentsko delo, zaposlitev prav, in to itak pač vzameš, ker pač zaposlitev. Pa prva zaposlitev. Prva zaposlitev, prva.
In potem sem pač se tam zaposlil, sem delal kot agent zavarovalni dejansko. Pa sem pa ugotovil, da je svet financ bistveno širši, pa že odprej sem ga malo poznal, ker sem se pač s borzo ukvarjal pa s temi stvarmi. Ne. In tako sem potem prišel v naslednjo fazo, ker sem se pa ukvarjal pa z vsemi različnimi produkti. Wow, zanimiva pot. V bistvu si res čist na začetku in poznaš cel ta postopek. Ja, recimo. Od štarta, ne? Recimo. Ful dober. Kaj te pri tvojemu delu tako najbolj osreči? To, da dobim ta klic, ki sem ga prej opisal. To, da te stranka pokliče čez leta, pa ti reče hvala. To je tisto, ki vidiš, da si nekomu nekaj dobrega naredil. Ali pa recimo en tak primer, ki sicer ni moj oseben, ampak ga poznam pač iz firme, je, da je gospod je umrl in žena je prišla na banko, zato ker sta imela pač kredit za nepremičnino, relativno velik. In zdaj, poleg tega, da je moža izgubila, jo je še skrbelo, da jih bojo zdaj ven metali iz bajte, ker ona sama ni bila sposobna plačevati tega kredita. In ko je prišla na banko, so ji razložili, da je gospod ob sklepanju kredita sklenil tudi življenjsko zavarovanje, tako da je v bistvu zavarovalnica plačala kredit. In se je mogoče morbidna zgodba, ampak je pa tudi ful lepa zgodba na nek način. In to so take težave ali izzivi, ki jih mi rešujemo kot finančni svetovalci. In to mi daje tisto, ki vidiš, da si enemu res pomagal, ali pa ne zdaj, da hočem pretiravati, ampak celo življenje spremenil včasih. Ali pa to, da učim. Ful rad sem mentor, ful rad učim naslednjo generacijo. Zato, ker se zgodijo tisti trenutki, ki tam nekaj razlagaš in te posluša in pa prav vidiš, ko pa enemu, ki mu klikne, ki mu nekaj jasno rata. In to je tak trenutek, recimo, ki je meni nekaj najlepšega. Ko vidim, evo, dobro sem razložil. Predal sem to, kar sem hotel povedati. Ful dober. Kaj je najboljši nasvet o denarju, ki si ga kadarkoli dobil? Začni mlad. Začni mlad. Investiraj čim prej, zato ker na ta način boš najbolj skozi prišel. A si imel kdaj trenutek v svoji karieri, ki bi želel odnehati? Velikokrat. Kako si se soočil s temi trenutki? Tako, da se spomnim, zakaj sem tle. Zakaj sem začel v osnovi. In pol pač razmišljam, ali je ta osnova, da hočem ljudem pomagati, priti do več, pa hkrati skozi to tudi sam priti do več. A to še vedno drži? A to še vedno delam, je možno delati in me osrečuje? In zaenkrat je bil pol vedno odgovor na te 3 stvari ja, in dokler je odgovor tak, sem, kjer sem. Superca. Kaj zate pomeni uspeh? Tako, v finančnem svetu bi lahko bil pač uspeh, da tudi sam dosežeš finančne cilje, pa tako. Absolutno, to je. Pa pomaga drugim, ampak kako si ti definiraš uspeh? To je ful široko vprašanje, zato ker če bi me to vprašala, preden sem hčerko dobil, je bila definicija zelo enostavna. Svoboda. Se pravi, da ti uspe priti do tega, da se zjutraj zbudiš, pa pogledaš skozi okno pa rečeš, danes je pa lepo, danes grem pa jaz smučati, danes pa jaz ne grem delati. Recimo, pa to, da prideš do tega, da te ne skrbi v življenju, kako boš shendlal stvari. Zdaj pa jasno, zdaj, ko imam pa še hčerko, je pa pač še ta dodaten element, da je treba poskrbeti še za naslednjo generacijo. Pa ne samo v materialnem smislu, tudi, ampak dobro, v materialnem smislu je nekaj. Predvsem bi rad, da jo bom naučil neke take stvari, ki jo bojo skozi življenje dobro peljale. Da se bo mogoče pol kdaj
ko bo starejša, spomnila, da se to mi pa fotor povedal. Se je bil kar pameten. Kakorkoli je bil malo poseben, ene stvari imel pa prav. Tako da to je recimo ena taka definicija. Lepo. Pa še ena zelo pomembna za mene. Vsak jutr pač mi hodimo v kravatah v službo, vsak jutr pač, ko dajem kravato gor, se pogledam v špegel, in imam pravilo, da mi mora biti všeč, kar noter vidim. Pa ne zdaj v fizičnem smislu, pač v obraz manj, kakšnega manj, kačmo. Ampak v smislu, kdo si kot oseba. Da si lahko v vsakem trenutku ponosen sam nase. Na to, kar si. Na to, kar si, ja. Ali pa če že ne ponosen, pa vsaj pomirjen s tem. Zato, ker pridejo stvari v življenju, ki jih narediš narobe, jih narediš ne najboljš, ampak da lahko rečeš, naredil sem vse, kar je bilo v moji moči, da to popravim ali pa da izboljšam, nekaj sem se naučil iz tega in mislim, padeš na nos, pa kačmo, greš dalje. Da si pomirjen s sabo. To se mi zdi ful pomembno. Ja, res. Pa tudi prav to, da imaš prav tak ritual, da se zjutraj pogledaš v ogledalo, se mi zdi tako dober začetek dneva, da se s ta pravo energijo spodbudiš. Recimo, to je tudi ena stvar, ki me je žena naučila. Vsak večer se vprašaj, za kaj danes hvaležen. Se mi zdi ful pozitivno vpliva na te, ker lahko smo res beden dan. Ampak vse najdeš eno stvar, ki rečeš, zato sem pa hvaležen, da se mi je danes zgodilo. Je tako lažje zaspati. Trenutek za hvaležnost, ful lepo. Koliko je pomemben mindset pri tej v bistvu tvoji zgodbi, a ne? Najbolj. Mislim, zdaj, jasno, vse zdravstvene obravnave so tudi pomembne, pa vse to, ampak najbolj važen je, da si ti pozitiven do tega, kar se ti dogaja, pa do sebe, pa do ljudi okrog sebe. Mogoče je to tudi en del tistega, ki si me čisto na začetku vprašala, kako si odpustil ljudem, ker so ti nekaj naredili. In pač to, da si ti pozitiven do drugih, da tudi rečeš, lahko, tako kot jaz lahko kaj narobe naredim, lahko tudi nekdo drug nekaj narobe naredi. Pejmo naprej, da najdemo način, kako sobivamo še zmeraj. Zato mislim, da je mindset ključen tukaj. Jaz velikokrat rečem, da včasih včasih mi gre dobro v življenju samo iz inata. Samo zato, ker bom jaz dokazal, da gre. Da gre in da je to to. In to tudi mogoče z moje bolezni izvira, zato ker mislim, to sem slišal, ne spomnim se, je bilo, ko sem se jaz rodil, malo tako, a bom jaz sploh preživel ali ne. In mogoče je to tudi ena taka stvar, ki mi je dala to, da ne, pač bom. Sam res je, že od štarta si borc, ne? To je ful dober stavek, ki sem ga od svoje babice pa od svoje matere slišal milijonkrat v življenju, da se si že od prvega dneva borca, boš pa tole tudi pač zborbal. Sam res, ti si v bistvu že te težke stvari dal čez, a ne? Ja, no, recimo. Ne vem, bomo videli, kaj bo. To me pa čisto zanima. Ko si finančnik, pa tako, ko razmišljaš, pa to me zanima, katera knjiga ali pa oseba te je najbolj navdihalna. Mogoče mi lahko poveš eno knjigo iz finančnega sveta, pa tako personal. Knjiga je od Benjamina Grahama, The Prudent Investor, če se prav spomnim. Se pravi, to je osnoven princip value investing strategije, ki jo recimo Warren Buffett kot eden najbolj znanih investitorjev na svetu zagovarja. In to se mi zdi, da to je taka debela knjiga. Ne nas zdaj odvrniti od knjige. Ne. Jaz sem jo prebral večkrat. Ker sem jo prvič prebral kot mulc, jo nisem razumel. Sploh. Pa sem jo prebral še enkrat recimo kot najstnik, pa je bilo že boljše. Potem sem jo pa nazadnje prebral
ene 2 leti nazaj, če se ne motim, in zdaj so pa stvari smiselne, zdaj pa razumem. Tako da recimo to je ena taka knjiga, ki mi je tle na finančnem področju res veliko dala za misliti, kako delati stvari. Za razvijati se. Ja. Na osebnem področju veliko knjig je takih, ki bi jih bilo dobro omeniti. Ena taka majhna knjigica je, ki se imenuje, mislim, da K pa 2 zvezdice pa C pot. In tista mi je dala recimo to, da ko se ti nekaj zgodi slabega, rečeš točno to, pa greš naprej. Ja. Potem recimo od Sun Tzuja Umetnost vojne mi je bila zelo, zelo dobra, sem jo tudi prebral večkrat. Tako da to, zdaj, kar se tiče pa oseb, ki so me navdihale, to je pa enkrat me je eden vprašal, koga bi, to je klasično vprašanje, koga bi povabil na večerjo, če bi lahko kogarkoli iz zgodovine. In je kar težko se odločiti. Težko? Recimo, en tak, ki mi na misel pride, je Mark Licini Kras, Staro rimsko cesarstvo oziroma še republika. Malo sem tudi history buff. Recimo potem Winston Churchill je definitivno en tak človek, Machiavelli recimo je tudi zanimiv. Tako da, ampak od takih ljudi, po katerih se po bližnjih, recimo malo bolj, po katerih se zgledujem, je pa to definitivno moj dedek. Žal pokojen, ampak z njim smo imela, mislim, da res dober odnos, in on me je naučil marsikaj. Recimo tudi tega, da moraš biti vedno gentleman, do žensk, kako se obnašati, pa take zadeve. Čeprav priznam, da ko sem bil majhen, ko sem bil otrok, sem se ga bal, ko hudič križ. A res? Zato, ker on pa njegova žena, babica, sta bila stroga. In babica je bila profesorica. Sploh v unih cajtih. Ja, tako je bila temu primerno stroga. Danes pa lahko rečem, da sta me ogromno naučila. Pol po drugi strani sem pa imel druga 2 babica pa dedka, ki sta bila pa za razvajanje, ali kako ne rečem. Je enkrat celo dedek rekel, mislim, na moji mami, da ko mu je mama nekaj, kako pa to, da tam v postelji lahko jem, pa da to ni najboljše, je rekel, lej, tako je. Ti si za vzgojo, midva sva pa da razvajava. Tako da sem že v tem času imel 2 taka različna vpliva, ki sta ful pozitivno oba vplivala name. Ful dober. Ja, pravijo za babice pa za dedke, če so dobro svoje otroke vzgajali, so potem lahko babice in dedki. Kaj lahko to uživajo. Ful lepo. Hvala, da si to vse delil z mano. Mi to so v bistvu na koncu najnega pogovora. Imam pa še 3 vprašanja za na konec, ki jih postavimo vsako gostu v tej sezoni. To so pa, katera je bila tvoja največja življenjska lekcija do zdaj? Definitivno rojstvo hčerke. To me je, mislim, da do zdaj največ naučil. Kateri je tvoj najlepši spomin? Tisti, ki te vedno ogreje pri srcu? Ker sem se videla z mojo ženo poročila, sem v redu. Sem se jaz uspel zjokati, preden smo prišla do mize, zaradi tega, ker še eno tako pesem je začel igrati tisti, ki smo ga imeli, da nam je igral, in tisti je bil za mene najlepši trenutek sploh. Tudi rojstvo hčerke je absolutno tudi najlepši trenutek, težko je primerjati te stvari, ampak ta je res tak, da te zmeraj greje. Lepo vidim. Če bi se lahko vrnil v čas, kam bi šel? V bistvu, če bi se lahko vrnil v čas, kakšen nasvet bi dal mlademu sebi? Buy Bitcoin. Ne, v bistvu bod zares samozavest. Zaradi tega, ker dober si, ratal ti bo, le izhendlo boš,
sam pač gris naprej, pa bo. Super. Hvala ti, Anže, za današnji pogovor. Meni se zdi, da so podelila super informacije. Zdaj moramo pa še te kartice. To sem že razložila. Drugače, ampak bom še enkrat, da zmer pade una, ki je pač primerna ali na pogovor, ali za osebo, ki jo rab. Tako da bom jaz malo premešala. Sem jih ugotovila zadnjič, vsakmu sem dala v roke, da si premeša, sam itak je štorast. Ja. Zdaj bom jaz. Evo. Dovolim si čutiti. Wow. Ja. Se mi zdi, da sploh za moške je to zelo primerno, ker včasih nismo najbolj povezani s tem. Se učite, a ne? Tako. Okay. Tako da, ta je tvoja, veš? Aha, ta je moja. Hvala. Tudi tebi hvala lepa. Je bilo drugače, kot sem si predstavljal, ampak zelo fajn. Okay, z veseljem. Mi pa upam, da ste dobili dobre informacije, pa se poslušamo v naslednji epizodi. Se poslušamo?